Prihajamo na 13. točko, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za EUP GČ 04 del, Godič nad Gramoznico, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 3, predlagatelj župan, poročevalki pa dr. Marija Tadeja Ježek in pa Judita Taler, predstavnica podjetja Urbi, izdelovalca tega OPPN-ja. Gospa Marija Tadeja Ježek, izvolite. Hvala lepa. Pred nami je drugi predlog, in sicer predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za EUP z oznako GČ 04 del, Godič nad Gramoznico, in sicer v prvi obravnavi. Območje, ki ga obravnava občinski podrobni prostorski načrt, spada v enoto urejanja GČ 04 in v enoto urejanja GČ 05 in obsega nepozidana stavbna zemljišča, namenjena stanovanjski rabi. V skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom občine Kamnik je na tem območju predvidena gradnja stanovanjskih objektov. Za enoto EUP z oznako GČ 04 je predpisan režim urejanja z OPPN, zato je potrebna sama izdelava z OPPN-jem. Parcelna številka 372/2 KO Godič, ki se nahaja v EUP GČ 05 in je v lasti istega lastnika, bo namenjena gradnji prostorskih ureditev, ki so načrtovane z OPPN-jem. Zato se urejanje te parcele izvede enotno v okviru samega OPPN-ja. To pa dopušča 200. člen OPN-ja, ki določa, da se določene zadeve lahko tudi prilagodijo. V skladu z odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, uredbo o prostorskem redu Slovenije in prostorsko strategijo občine Kamnik je treba aktivirati nepozidana stavbna zemljišča s ciljem zagotoviti stanovanjske površine za samo gradnjo. Na podlagi veljavne zakonodaje je predmetni prostorski akt javno razgrnjen od 11. aprila do vključno 12. maja. Javna obravnava prostorskega akta bo 26. 4. Torej, tudi za ta akt poteka javna obravnava in javna razgrnitev. V nadaljevanju pa bo podrobno predstavila prostorski akt predstavnica izdelovalke. Hvala. Hvala. Besedo dajem še gospe Juditi Taler za predstavitev dokumenta. Hvala. Prav lepo pozdravljeni. Rada bi predstavila zelo preprost zazidalni načrt s 5 načrtovanimi stanovanjskimi objekti. Gre za aktivacijo 3000 kvadratnih metrov velikega zemljišča, ki je nekoliko odvojeno od celote tega EUP-ja, torej enote urejanja prostora, ki je bila začrtana v OPN-ju. Zato smo tudi z pripravo strokovnih podlag, ki jo je nalagal OPN, dokazali, da je ta trikotno območje možno pozidati samostojno in neodvisno od ostalega urejanja v enoti urejanja prostora. Teh 5 načrtovanih objektov je približno na kvadraturi gradbene parcele 600 kvadratov, razpon je od 440 do skoraj do 700, ampak hiše so samostojno stoječe, nizke, možnost gradnje kleti, če se dokaže, da je geomehanika in vse druge okoliščine to dopuščajo. Dovoz je za vseh 5 objektov preko dovozne ceste, ki je skupna. Vsaka parcela ima objekti imajo dopusten odmik 4 metrov, na cestno stran, kjer se bo uredila cesta, javna pot občinska, pa 5 metrov zagotavljajo odmika. Skratka, tudi vsi drugi urbanistični parametri so taki, kot pritičejo tovrstnim naseljem, kot je Godič. Torej, to ni mesto, to je še vedno vas
in vsi drugi urbanistični parametri so naštimani in ob upoštevanju urejanja v občini Kamnik, tako kot v OP1, tudi v tem podrobnem prostorskem načrtu. Skratka, dopustne so enostanovanjske hiše z zelo majhnimi, nezahtevnimi oziroma enostavnimi objekti in skupno dovozno oziroma tle jo imenujemo skupno funkcionalnim zemljiščem, ki je široko 5 metrov, tako da bi moralo to naselje funkcionirati pod teh predpostavkov, kot smo jih izrisali in napisali. Seveda pa smo v postopku, tako kot je gospa Marija povedala, opravili vse faze. Za ta načrt tudi ni bilo potrebno okoljsko poročilo, ker je Zavod za varstvo narave odločil, da ni potrebno. Potem smo pridobili vsa mnenja soglasjedajalcev in jih ustrezno upoštevali. Prav tako bomo pa po javni obravnavi in vaši obravnavi odgovorili na vse pripombe in tudi na mnenja nosilcev urejanja prostora za pridobitev drugega pozitivnega mnenja. To bi bilo vse, no. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa. V imenu delovnega... izvolite, Natalija Belec, imate besedo. Hvala lepa, lep pozdrav ponovno. Odbor za prostor, komunalno ureditev in varstvo okolja seveda obravnaval ta predlog odloka. Ob tem se je odprla razprava glede prometne navezave na glavno cesto. Zato v bistvu kot predlog sklepa, ki je bil podan v gradivu, nekako nismo mogli podpreti ali pa ga izglasovati, smo pa zato nekako prišli do zaključka, da smo se seznanili s tem predlogom v prvi obravnavi in da pozivamo predlagatelja, da pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe dane v javni obravnavi, ter hkrati podajamo pripombo, da se na območju k prometni ureditvi pristopi celostno, se pravi izvede prometna preveritev, saj je potrebna razširitev cestišča za stanovalce, kot tudi za kmetijsko mehanizacijo. Tu se je podal pač nek predlog, investitor naj za potrebe razširitve cestišča odkupi zazidljiva zemljišča na nasprotni strani ceste. Hkrati odbor poziva, da se pripomba podana na odboru upošteva. Hvala. Hvala. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne, beseda ima Sandi Uršič. Ja, hvala za besedo. Jaz imam eno vprašanje za začetek. Prejšnjem mandatu sem bil 4 leta navajen, da je v bistvu OPPN, tako kot je predpisan, da je to ena celota, da težimo k temu, da se ureja celostno in tako naprej. Zdaj imamo pa tukaj en primer, ki se delno ureja. In me zanima, ali se je to zakonodaja kaj spremenila, ker kot mi je znano, imamo v OPN-ju predpisan, kaj so lahko razlogi in ne vem, če so to posamezne parcele, ki so za stanovanjsko gradnjo, ampak v končni fazi to ni največji problem te variante, ampak to, kar je že bilo na odboru povedano, ne. Meja OPPN-ja se naujema za mejo ureditvene enote, in samo za javno cesto. In mislim, da občina kot predlagatelj, župan bi mogel pristopiti k zadevi na ta način, da tudi širše interese uveljavlja. Tukaj je interes lastnika zemljišča je jasen in razumljiv, ampak občina bi pa mogla zadeve se lotiti tako, da se ta cesta, ki vemo, da je problematična, že zaradi drugih zadev na tem območju, vsaj v tem delu, ki se zdaj je možnost urediti, da se zadeva celostno ureja, da dobimo cesto tako, ki bo varna za vse občanke in občane in vključno tudi za te nove, ki so seveda dobrodošli, nepremičnin manjka v občini Kamnik, tako da zadeva iz tega vidika sigurno dobrodošla. In ta cesta javna, ki se ureja po korakih, v del te ceste je bil v lanskem letu asfaltiran in me tudi tukaj zanima, če je bil ta del prenos, se pravi, odkupljen s strani občine Kamnika, je občina Kamnik asfaltirala cesto, ki ni v lasti občine Kamnik. Ampak dejstvo pa je, da tukaj je pa treba celostno pristopiti in vsaj ta del urediti tako, da bo tudi
ne samo zadoščeno interesom, ampak tudi širšim interesom. Hvala. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Ja, hvala lepa. Zdaj bom rekla, da se s predhodnikom strinjam, ker sem še želela dopolniti. Bi pa samo še, če sem prav razumela, javna razgrnitev je v bistvu 26. prihodnji teden. Ja, domnevam, da je to obravnava, v popoldanskem času. Bi samo apelirala, da če želimo imeti pač neko res javno ali pa neko resno debato, ker jaz verjamem, da bi ljudje prišli, posem iz tistega konca, je pa res, da je to predpraznični dan, ko ljudje se marsikam odpravijo. No. Tako da mogoče samo apel, da mogoče drugič drug datum izberete. Hvala. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz sem bil obveščen od strani našega predstavnika odbora, da pač, ki je tudi lastnik, se pravi kmetijske parcele, da bi želel oziroma zahteva, da se ta zadeva prej s cesto prej uredi, ne pač občina uredi, ne se odmer cesta toliko pač, ki je potrebna široka še za ostale deležnike, ki so pač spori dol. In da ne bi potem seveda prišlo do kakšnega selevanja. Zdaj ta meja je pa narisana, mislim, da je tam nekje ali je 1,5 metra že v cesto. No, cesta je pa široka 2,5 koliko 3. Tako da bi tudi jaz želel to, na javni vrjavi verjetno bo to tudi izpostavljeno, ampak da se to ta prvo uredi, potem pa drugače pa za sam OPN, kar se ljudje gradnje tiče, pa nimam nobenih zadržkov, ampak res pa želim, da se tudi nov potem kasneje spet kakšnih nepredvidenih takih in drugačnih dogodkov. Hvala. Hvala. Izvolite. Hvala lepa. Javne obravnave so vedno v popoldanskem času, vedno so v sredo, zato da se pač čim več ljudi lahko udeleži tega. Vedno je pa javna obravnava tudi po seji, načelno en teden, da se javnost seznani v bistvu z vašimi predlogi na seji in v bistvu tudi, da se po potrebi udeležite javne obravnave. Danes teden so 3 javne obravnave, prva je ob 16. uri, pa ob 16. pa 17. uri, tako da nekako se skušamo pač zagotoviti čim več udeležencev na javni obravnavi, se v bistvu samo s tem, če pač nekako rešimo te probleme, nekako tudi akt lažje zafunkcionira in pač ljudje so tudi bistveno bolj srečni, tako da hvala za vse pripombe, kot sem že pri prvem aktu pa dejala, pač bomo do vseh teh pripomb strokovno stališče pač zavzeli in ga pač tudi javno objavili, tako kot zakonodaja veleva in upoštevala pri pripravi pač osnutka oziroma predloga za drugo obravnavo. Hvala. Še kdo? Ne, zaključujem razpravo, glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za EUP GČ04 del Godič nad Gramoznico v prvi obravnavi. Predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na seji občinskega sveta oziroma pojasni, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 21 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.